Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Še pred desetletji so otrokom, ki jih šola ni posebej zanimala, rekli, da bodo šli pač ovce past. To je bila sopomenka za nezahtevno delo na kmetiji, brez prave perspektive. Vendar pa se časi spreminjajo. Današnji rejci ovac imajo veliko znanja in ovčereja je zanimiva panoga. Za več podrobnosti o tej temi pa sem danes v studiu povabil dr. Mateja Vidricha, profesorja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Dobrodošli, gospod Vidrich. Dobrodošli, hvala. Ob znanju pa vendarle je potrebno tudi neke naklonjenosti do živali. Bi se strinjali s tem? Ja, res je. Kakršnakoli žival seveda zahteva poleg tistega, bi rekel, čisto običajnega znanja, ki ga lahko ljudje dobijo skozi šolanje, tudi tisti nek osnovni občutek za rokovanje za živalmi, ali da ne rečem celo, da so živali tudi lahko čuteča bitja in marsikateri rejec, sploh ovčerejec, je lahko na tej strani tudi povezan z živaljo še na kakšen drugačen način kot samo strokovno-znanstveni. Leta 2020, lansko leto, smo imeli v Sloveniji 113.000 ovac. Leta 1984 pa je Franc Zagožen zapisal v knjigi, da bi potrebovali vsaj 700.000 živali za, bi rekel, primerno rejo. Držijo ti podatki? Ja, te podatki zagotovo, saj ta prvi drži. Res je, tudi sam spadam v skupino strokovnjakov in seveda tudi lahko rečem rejcev, ki bomo stremeli za tem, da bomo imeli še večje število živali, kot jih imamo danes. Kajti reja, predvsem pašna reja ovac je seveda tisti način proizvodnje mesa, ki na najbolj naraven način izkorišča danosti, ki jih imamo v naši državi. Tako da, če ravno do 700.000 ne vem, ampak če bi rekel, z generacijo gremo skromno naprej, zagotovo ta stalnica, da so spremembe, je treba stremeti, da gremo še navzgor, kajti naravne danosti, ki jih imamo v Sloveniji, so tiste, ki narekujejo lahko tudi večje število teh živali. Tu pa trčimo na ekonomiko. Res je, vendar ta ekonomika je večplastna, torej trčimo lahko na ekonomiko, kjer seveda pravi, da je ekonomija obsega tisto glavno vodilo na kmetiji, ali pa na tisto, bi rekel, sodobno, novodobno ekonomiko, neglobalizirano, kjer se z nekimi dopolnilnimi dejavnostmi oziroma več namenskost reje ovc, na primer, tudi zna ekonomika pokazati v pozitivni luči. Drobnica in ovce so primerne za območja, kjer se govedo pravzaprav umika. Govedo je pretežko za nekatera območja, tudi za naše idrijsko-cerkljansko, kjer so strmine. Ovca pa je primerna, ne? Res je, vendar bi še dopolnil, torej imamo že dolg rek, ki pravi, da ima seveda ovca zlate parklje in hudičev gobec. Torej, dobro bi bilo, da bi dejansko kombinirali pašo. Res je, težko govedo in pa preveč ovc je najslabša kombinacija za tip ruše, ki ga imate tudi v tem koncu. Kajti ovca na drugi strani res, da gre v bolj strm breg in bolj uspešno osvaja vse vrhove, vendar pri svojem načinu žetve, pri svojem načinu prehrane zelo prebiralno izbira, kaj bo vzela. Tako da je treba še zmeraj paziti, da damo tudi ovce na pravo pašo. So lahko ovce tudi ekološki problem? Ekološki problem, zdaj, če se držimo teh osnovnih načel oziroma da seveda je ruša v pravem času s pravim načinom izkoriščena, potem tukaj v naših krajih ni to problem, kajti če mislite na število, na posamezno čredo, ne poznam primera, da bi se to lahko tako pokazalo. V načelu pa v Sloveniji poznamo 4 vrste, 4 tipe ovac. Res je, oziroma 4 pasme, avtohtone pasme ovc, pri čemer se je zdaj že pridružila tudi 5. nova pasma, oplemenjena jezersko-solčavska, in od prejšnjih 4, torej če jih samo ponovim, torej bovška, istrska pramenka, belokranjska pramenka in seveda najbolj razširjena jezersko-solčavska pasma, je torej zdaj nabor povečan še za eno pasmo. Samo bovška ovca pa je pravzaprav namenjena molži, ne? Res je, tudi istrska pramenka ima to namembnost, torej je pa tako, da rejci seveda odvisno od ekonomike ali sploh ciljev
reje, no, izbirajo med mesnimi in mlečnimi tipi oziroma pasmami ovc. Res je, ja. Kako lahko, bi rekel, s pridom uporabljamo ovco, zakaj pravzaprav lahko namenjena? Eno je prehrana, ne? Tako, eno je prehrana, torej da od nje oziroma od jagnet, od mladih živali dobimo seveda meso, druga pa je seveda prireja ovc za mleko, torej naprej v predelavo mleka v mlečne izdelke. Torej, odvisno od tega, kakšne so naravne danosti okoli kmetijskega gospodarstva ali kakšna je usmeritev kmetije že tradicionalno ali novodobna, je povezan tudi s kakšno rejo ovc se nekdo ukvarja. Meso ovc, ovac, jagnjetine naj bi primerjali celo s teletino. Torej, ja, meso mladih živali je med seboj po kategorijah in vrstah seveda lahko zelo primerljivo, oziroma pač bi rekel, predvsem pašnih živali, no, je še bolje kot je seveda hlevskih živali, če seveda poleg tega, da zauživamo meso iz pašne reje, poskrbimo še za kakšne druge stvari, ki nam seveda pri ohranjanju zdravja koristijo. Čemu pripisujete to dejstvo, da v običajni kuhinji danes zelo redko, bi rekel, sežemo po tem mesu? Ja, predvsem ni toliko na razpolago, kot so druge vrste mesa v trgovini. Pa naj bo to nakupovalni center v glavnem mestu ali v nekih večjih mestih, ne, vedno je seveda na razpolago vsa druga vrsta mesa, predno pridemo na vrsto do jagnjetine, vendar se časi spreminjajo, predvsem pač pri nakupovanju, no, na kmetiji, na dvorišču, se seveda lahko skrbimo tudi z mesom drugih, bi rekel, ne toliko razširjenih vrst živali. Ja, časi se spreminjajo. Prav danes sem dobil podatek, naprimer, da kmetijska zadruga v Idriji odkupuje jagnjetino. Lansko leto od 58 rejcev so odkupili 618 jagnjeti, kar pravzaprav ni malo, ne? Res je, vendar cilje si moramo postaviti še višje, tako da je to samo izziv, no, ob tem podatku, da bi se to številko še dvignilo, torej da se letvico še više dvigne in se doseže potem še kakšno višje številko. Ja, na eni strani se da izračunati, kakšen potencial tale prostor nudi za rejo te vrste živali, no, na drugi strani je pač ekonomski položaj potem na trgu, ampak treba biti optimističen in naprej zreti v tem sloganu, da seveda se da, če je v tej panogi tudi dovolj znanja. Je pa pomembna ta infrastruktura, se pravi od rejca do trgovca, vmes je še klavnica in do kupca, te zadeve morajo biti urejene, ne? Tako je, vsaka pot oziroma vsaka, bi rekel, označena pot potem do končnega kupca, do potrošnika je seveda enakovredno pomembna, ne. Treba je paziti, da niso nekateri členi preveč izpostavljeni ali zapostavljeni in je treba nekako v začetku dajati vsem členom enako pomembnost, ne. In šele potem v drugi fazi se naučiti pravilno pomanjkljivosti odpravljati. Drugače najbolj naravna in najkrajša pot zagotovo je ravno z temi načini reje, ki jih v tem koncu poznate, torej če je na paši zraslo, naj bo čim prej tudi potem porabljeno od potrošnika lokalnega izvora. Poznate idrijske žlikrofe? Ja, poznam. Tradicionalna omaka je bakalca, meso iz mladega koštruna. Ja. Tukaj je neka tržna niša za popularizacijo tega mesa, ne? Ja, s tem, da je treba začeti vzgajati že pri mladih, že mlade navajati na zaužívanje te vrste mesa, torej je veliko načinov, torej iz preteklosti mogoče, ampak te generacije ponavadi že niso toliko več aktivne, še ostaja spomin, da se je jedla dejansko ovčetina, ne pa jagnjetina, ne. Torej, da se je jedlo staro meso oziroma meso starejših, starih živali in je imelo nek vonj, tudi zaradi hlevske reje in tako naprej, ne. Ampak v današnjem času je meso to seveda vse mlado, je to jagnjetina, ne, in ne sme imeti nekega prizvoka, da ni to tako okusno, kot je seveda svinjina ali perutnina, ne. Ja. Je pa naravno, ne? Tako, seveda je zelo naravno, sveže zaužito in sveže pridelano, če hočete, ne, in tudi spet sveže potem nazaj zaužito od nas ljudi, seveda veliko bolj naravno kot tisto, kar je pač v zaprtem prostoru, kjer pač nekoč
so rekli, da je to boljš kot na prostem, ampak v današnjem času spoznavamo, da ni treba veliko tega pojesti. Zelo pomembno je v današnjem času, da imamo problem s tem, da preveč mesa lahko zaužijemo. Nisem pristaš tega, da bi meso čisto ukinili, ampak da ga seveda jemo bolj ciljno in v nekih razmikih tudi z tem, da ne zauživamo mesa. Ko omenimo besedo ovca, najpogosteje pomislimo tudi na volno. Kako se da s pridom uporabiti volno? Ja, tudi to je zanimiva zgodba, torej na več načinov. Mogoče na tistega, ki smo ga navajeni iz kakšnih zgodb ali iz pretekle zgodovine, še najmanj. Torej, čeprav smo dežela, v kateri bi lahko tudi do 700.000 ovc redili, seveda volna od teh ovc ne gre v neko intenzivno predelavo oziroma res v samo predelavo, ampak se uporablja na vse ostale načine in to mi je všeč, da tisti, ki se ukvarjajo potem z učenjem, z raziskovanjem, zakaj vse volno uporabiti, da so našli druge načine in da se ne držijo samo tega tradicionalnega, da gre to naprej za predelavo, za tekstil. Pletenje in tekstil, ne? Tako, ampak v tem primeru ne. Torej, imamo jo za zastirko. Najbolj popularna stvar je zdaj, da jo uporabljamo za zastirko na vrtovih, potem je kot izolacijski material, z nje se seveda tudi kaj filca in tako še kakšna tretja, četrta stvar se bo lahko odkrila. Sedaj je zelo popularno v lesene hiše, v poslopja, vgrajevati namesto drugih izolacij volno. Tako, tudi se je pokazalo, da je čisto dovolj enakovreden material in zakaj, če je lahko lokalnega izvora, bi mogel segati po nekem, ki prihaja iz tujine ali iz nekih drugih koncev. Ja. In tudi negorljiv. Tako, to je pomembno, ja, seveda, da ustreza tem kriterijem, ki jih pač mora ta izolacija izpolnjevati. Ja, za vrtičkarje in male kmete pa je pomembno to, da jo je moč uporabiti tudi, vi ste rekli, za zastirko, pa tudi za podgnojevanje. Tako, ima to značilnost, da drži vse to, kar je nad njo v nekem zraku in na ta način se tudi krogotok potem hranil lažje vzpostavi ali pravilno vzpostavi za uspevanje rastlin na taki podlagi. Ja. In to je tisto, kar mogoče še 50 let nazaj ne bi noben pomislil, da se bo za kaj takega rabilo. In je dobro, da se ni obupalo pa rekli, če ne gre za tekstil, ne bo nikamor šlo, ampak se je ravno našla ta vsa alternativna pot. Pomembna je ovca tudi pri ohranjanju kulturne krajine. Sicer strokovnjaki svarijo, da se bo pravzaprav vse zaraslo, ne? Tako, je ena od vodilnih živali, ki skrbijo za ohranjanje odprtosti krajine, ni pa najbolj, bi rekel, med pomembnimi, ampak si deli, prva 3 mesta si nekako delijo vse 3 travojede oziroma prežvekovalske vrste, ki jih najdemo na pašniku. Tako da je prav, da jo imamo, da ji rečemo, da je tista negovalka krajine, vendar v kombinaciji še z drugima 2 skupinama ali vrstama živali. Tukaj najbrž mislite na kozo. Tako, na kozo in tudi na govedo, kadar je govedo majhnega okvirja. Nisem prej povedal, torej tudi za te konce bo lahko še govedo, ki je nazaj prišlo, če bomo imeli seveda te živali, ki jim rečemo seveda živali velikega okvirja, da bodo lažje in na krajših nogah. Takrat se ne bo mogla zvrniti in tudi toliko škode po hribu navzdol in tudi škode na ruši ne bo mogla toliko narediti, kot zdaj, ko je težka. Čeprav koza je bistveno bolj agresivna na grmovje, na grmičevje, na listje, ne? Res je, koze in ovce ne smemo med seboj, bi rekel, primerjati v smislu, da je enaka paša za kozjo in ovco. Dobra, ne, koze so obiralke, medtem ko ovce pa pobirajo stal. To je zato, ker ima že evolucijsko drugače razvito, bi rekel, drugače razvit način žetve. Res je, koza, rečemo, pobira z višine, ovca pa zmeraj stal. Obe pa imata istega sovražnika v navednicah, to so divje zveri. Na Gorenjskem se sedaj soočate z risi. Ja, ris, ker je nekoč že bil in ker se mu je zgodila pač ta usoda, ki jo lahko poznamo iz medijev, so seveda bili nekako pač prisiljeni ali pač nekako s pomočjo evropskega denarja ponovnih naseliti. Tako da, ampak zveri, velike zveri so že zgodovinsko gledano vedno bile plenilec teh tudi obdomačenih rejnih živali. Gre samo za to, česa bo več oziroma kateri skupini živali bo družba ali pač trenutna politika ali vodenje države dajalo prednost. Lansko leto smo se soočali z volkovi,
predvsem na Cerkljanskem je bilo kar nekaj teh pomorov, ne. Sedaj so se stvari umirile. Kako to? Lahko so se samo navidezno umirile. Ja, to je zelo kompleksna tematika. Torej, če tako naredim primerjavo, ne, z kaj je bilo prej ovca ali volk, ne, jaz na mojem področju, ko se vprašam, kaj je bilo prej krava ali kosa, nimam take dileme, ker vem, da je bila krava prej kot kosa, ne. Torej, kar se tiče z vidika reje živali, ne. Pri tem, kdo je bil prej volk ali ovca ali volk ali koza, pa seveda je to vedno vprašanje za debato. Na eni strani seveda družba pričakuje neke čase, ki so veljali za preteklost, ampak hkrati bi živelo v današnjem času, ne. Na drugi strani seveda so rejci, ki imajo pravico, da seveda zahtevajo način reje, ki ne ogroža njihovo eksistenco, ki je lahko profesionalna, pač ali popoldansko, amaterska ali hobi tipa, ne. In tukaj moramo še najti ustrezne poti, da seveda se najdemo v smislu soobstoja velikih zveri s pašno živinorejo, ne samo seveda ovc in koz, ampak tudi večjih živali, ki so na pašniku. Električne ograje in pastirski psi v kombinaciji so bojda dajo najboljše rezultate, ne? Res je, ja, obstaja še tretja varianta, to so pač pastirji, če se bojo še kdaj lahko prijeli, no, torej ljudje, ne. Drugače pa res je, ja. Pri čemer je treba še to vedeti, no, da z elektroograjami živali pasemo, medtem ko z psi čuvaji ali pastirskimi psi dejansko samo odganjamo vsiljivce, tako da drugače pa načeloma, ja, rejci, ki uporabljajo obe dve tehniki varovanja in odvračanja seveda velikih zveri, dosegajo najboljše rezultate. Ob pokolih sicer država izplača neko odškodnino, pa vendar so vse preživele živali v stresu. Res je, potrebne so še raziskave, da se najde način oziroma postopki, kako bi zmanjševali ta stres, ki se seveda pojavi, kadar seveda plenilec pride do svojega plena, pa če tudi ga ograja ustavi, ne, so seveda živali v stresu. Torej, potrebnih je še nekaj nadaljnjih raziskav, predvsem pa v praksi najti primerne načine tega ustreznega varovanja, odvračanja in hkrati tudi reje živali na pašniku. Rejci drobnice se tudi povezujejo v društva. Kakšen pomen daje stroka tem društvom? Velik. V končni fazi je to, bi rekel, kanal, kjer predvsem strokovnjaki lahko navzdol širimo te ugotovitve iz projektov, mednarodnih, domačih, in na drugi strani se tudi sami učimo od članov teh društev, tako da je koristnost obojestranska, to se premalokrat zavedamo. In ta društvena dejavnost seveda tudi na področju širše gledano kmetijstva ali ožje potem živinoreje, reje pač izbranih vrst živali, je zelo pomembna in je zelo spodbudno, da predvsem se na dolgi rok osvežijo vsa ta vodstvena mesta pri teh društvih, ne. Če tako dodam, ponavadi so seveda v vodstvih teh društev starejši ljudje, izkušeni rejci, nič narobe, ampak njihova naloga je, da se prestavi potem spet letvica navzdol, da zaženejo z mladimi, svežimi rejci. Ja. Tudi to povezovanje iz stroko, vi ste profesor na fakulteti in hodite tudi po terenu in ljudem svetujete. Tako, parkrat na leto imam to možnost oziroma si vzamem tudi, če mi ne rata, drugače sem pa vesel, da sem kam povabljen, da seveda delim to znanje tudi z rejci, no, da jim predstavimo naše rezultate, ki jih sicer dobimo v okviru naših poskusov, in nenazadnje tudi sam slišim kaj novega, predvsem lokalno značilnega, kar potem nazaj obogati moja predavanja in tudi vaje, ko to študentom mladim razlagam, kako bo šlo naprej vse skupaj. Pa pogledamo še v prihodnost. Kje vidite, bi rekel, razvoj prihodnosti te kmetijske panoge? Ja, zagotovo, ker se ukvarjam s travnatim svetom, ne, vidim pač najmanj v tem, da seveda obstane, če se bo povečevalo še toliko bolje. Skrbi me sicer na eni strani, da bo število kmetij padalo, opuščalo, zmanjševalo in bo treba nadomestiti ta izpad z tistimi, ki bodo še ostale.
Trenutno nimam ne čarobne palčke, niti ne nekih receptov, kaj se bo dejansko zgodilo, ko bo številka iz 60.000 padla na 20 ali vmes na 40.000 vseh kmetij v Sloveniji ali kmetijskih gospodarstv. Vendar se pravim, vidim, ker je trava pač tista, ki je seveda od zunaj, kamorkoli stopimo, in na drugi strani delovna sila, ki je skoraj zastonj, vidim, da nam samo to ostane, kar je pač po naravni poti najprej bilo seveda v tem prostoru ali kjerkoli pogledamo po svetu. Bodimo torej optimistični. Nujno, pri čemer bom rekel, lahko smo zmerno optimistični. Treba je predvsem videti, da se pogovarjamo o rešitvah in ne problemih. V današnjem času tudi na področju kmetijstva je en kup problemov, o katerih se lahko dneve in dneve pogovarjamo, tudi strokovnjaki, tudi učitelji, tudi profesorji, ampak nikamor ne pridemo. Pogovarjati se moramo seveda o rešitvah oziroma jih dati na plano, jih razprostrti in znati se med seboj poslušati, pri čemer smo vsi enakovredni sogovorniki in je zagotovo nekje naprej tudi še zmeraj pot v zeleni barvi. Gospod Matej Vidrih, hvala lepa za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala, me veseli za povabilo in seveda uspešno pašno sezono. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.